Spoštovani gospe in gospodje, ministrica dr. Helena Jaklič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, visoki gostje, prisotni članici in člana strokovne komisije, mentori, predvsem pa drage nagrajenke. Prijazno pozdravljeni na slovesni podelitvi priznanj 18. nagradnega natečaja Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Letos smo se bili zaradi epidemioloških razmer primorani zbrati v nekoliko manjšem številu, zato nam je še toliko bolj čas, da ste na slovesnosti z nami tudi Dušan Šiško, predsednik Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, dr. Jernej Mlekuš, predsednik znanstvenega sveta Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU, Mihaela Knez, predstavnica Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik, Jožef Drofenik, vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Verena Koršič-Zorn, predstavnica Izseljenskega društva Slovenija v svetu, Ane Marija Rajk, predstavnica Rafaelove družbe, in Helena Janežič, vodja zbirke tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije v Narodni univerzitetni knjižnici. Uvodoma k besedi vabim gospoda Alojza Kovšco, predsednika Državnega sveta, ki nas danes gostijo v njihovi čudoviti dvorani. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovana gospa ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič, cenjeni gospod dr. Zvone Žigon, vodja sektorja za Slovence po svetu, spoštovani poslanec Državnega zbora, gospod Šiško, spoštovani gostje, cenjeni letošnji nagrajenke in nagrajenci. Jaz moram reči, da sem res vesel in počaščen, da vas v imenu Državnega sveta drugega doma Slovenskega parlamenta znova pozdravim in vam izrečem dobrodošlico ob slovesni podelitvi priznanj nagrajencem zdaj že 18. nagradnega natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Lepa številka, polnoletnost. Lansko leto smo se zbrali prvič pri nas, ampak v bistveno drugačnih prostorskih pogojih. Danes vam tako s ponosom odpiramo vrata v prenovljeni zračni svetli dvorani, ki se lahko pohvali z uspešno združitvijo tako modernosti kot tehnične dovršenosti, pa tudi tradicije, obogatene z dragocenim znanjem slovenskih obrtniških mojstrov. Pa ne le to. Letos smo se zbrali tudi v bistveno drugačnih pogojih druženja, nažalost. V teh nekaj mesecih jih je predrugačila epidemija nove koronavirusne bolezni COVID-19. Zaradi varnostnih tveganj in zdravstvenih omejitev smo nažalost zbrani v močno omejenem številu, opremljeni z maskami na obrazih, kljub temu pa si želim, da bi zmogli pričarati slovesno in veselo vzdušje ob tako pomembnem in lepem družabnem dogodku, kot je današnji. Naj se v tej priložnosti še posebej zahvalim Uradu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je prepoznal v naši inštituciji partnerja s posluhom ne le za ljudi, ki živijo v matični domovini, temveč za vse zamejce, zdomce in izseljence, ki živijo po svetu, po svoje daleč od oči, ampak blizu do srca nas, svojih rojakov. Res hvala za zaupanje, z željo, da bi šel dober glas do vseh naših 650.000 rojakov, ki živijo širom po svetu. Taki dogodki, kot je ta današnja slovesnost, so izjemna priložnost za poglobitev vezi. Se živi v tujini zdaj že 4. generacija slovenskih rojakov, marsikatera vez in sled za njimi pa vse bolj bledi in se trga. Ravno iz tega razloga sva z dr. Žigonom trdno prepričana, da moramo skupno sodelovanje med uradom in Državnim svetom še nadgraditi na drugih sorodnih projektih in vsebinah. Zato imamo veliko dobrih razlogov. Izjemne možnosti se odpirajo z gibanjem Rastoča knjiga, s katerim že kujemo smele načrte, kako bi se nam v tem milenijskem projektu
pridružili tudi vsi naši zamejski rojaki. Spoštovane gospe in gospodje, v Državnem svetu tudi razmišljamo o tem, da bi bilo mogoče modro v prihodnosti spremeniti ustavo in zakon o Državnem svetu tako, da bi svoj stalni prostor in zastopstvo tukaj dobili tudi predstavniki zamejcev in izseljencev po svetu, tako kot je to v mnogih drugih državah, ki imajo svoje zamejce in ki imajo zelo dobre odnose z diasporo. Vredno razmisleka. Kot mlada država, ki se je morala boriti z viharji zgodovine, da je lahko nastala in obstala, se mora Slovenija zahvaliti za podporo, pogum in priznanje tudi vsem svojim rojakom v zamejstvu in po svetu. Le-ti so jo nesebično in srčno podpirali na tej poti osamosvojitve. Ne glede na vse zgodovinske okoliščine, socialne, gospodarske, politične stiske, ki so gnale naše rojake iz domovine, mora Slovenija vez z njimi zvesto ohranjati še naprej in jo ohranjati za vsako ceno, za vse rodove. Močan občutek pripadnosti domovini je skupen vsem našim zamejcem in izseljencem, ne glede na tisoče kilometrov, ki nas ločijo drug od drugega. Njihova skrb za ohranjanje slovenske kulture, jezika in običajev, ki jo prenašajo ponosno na svoje potomce, je za mene in za nas tukaj živeče lahko navdušujoča. Včasih imam občutek, da so tisti, ki so daleč od domovine, v srcu bolj Slovenci in bolj zavedni, kot smo mi sami. Z nagradnim natečajem za diplomska, magisterska in doktorska dela želimo kot država matica to dediščino uspešno prenašati naprej mladim, izobraženim, pripadnim rodovom svojih rojakov. In če je svet globalna vas, smo državljani sveta globalni sovaščani. Znamo in zmoremo napredek tehnike izkoristiti za več političnega povezovanja, kulturne in akademske izmenjave, družabnega in poslovnega druženja. Kultura, jezik, pripadnost, nacionalna bit in identiteta niso zavezani strogim geografskim omejitvam z državnimi mejami, temveč se prosto gibljajo med nami. Naj si bo to v ZDA, Argentini, Avstraliji, Nemčiji, Franciji, Švedski, Švici, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, pa tudi tu tik ob slovenski meji. Povsod tam, kjer je država zaščitnica tesno povezana s svojimi ljudmi in svojimi skupnostmi. In ta občutek pripadnosti ter zavezanosti slovenstvu je res izjemen, ni pa sam po sebi umeven in ga je treba vedno znova obujati, gojiti in vzdrževati. Da je temu res tako, dokazujete tudi letošnje nagrajenke in letošnji nagrajenci. Vsem skupaj že vnaprej iskreno čestitam za prejeta priznanja, vsem skupaj želim obilo uspeha in seveda tudi zdravja. Pri nadaljnjem študiju in na novo vzpostavljenih kariernih poteh pa vse dobro in ostanite to, kar ste, ostanite Slovenke in Slovenci. Hvala za vašo pozornost. Hvala gospodu Kovšci za čudovit nagovor. Sedaj pa vabim, da nas pozdravnim nagovorom počasti tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič. Spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, spoštovani predsednik Komisije Državnega zbora za Slovence zunaj Republike Slovenije, Dušan Šiško, spoštovane nagrajenke, spoštovani člani strokovne komisije, gospe in gospodje. Rezultati nedavno objavljene raziskave o prisotnosti tematik z področja zamejstva in izseljenstva v učbenikih in učnih načrtih na osnovnih šolah in srednjih šolah so pokazali, da je pozornost, ki jo naš izobraževalni sistem posveča Slovencem, živečim zunaj meja naše države, ki bo v naslednjem letu praznovala že 30 let, odločno premajhna. Nič čudnega torej, da marsikdo, še posebej pa mlajša generacija, ne ve, da se meje našega narodnega, kulturnega, gospodarskega, jezikovnega prostora ne končajo na mejah Karavank ali na mejnem prehodu Vrtojba. Prav zato, da bi čim več študentov na vseh ravneh spodbudili k razmišljanju, raziskovanju in pisanju na temo slovenstva v sosednjih državah in po svetu, je na uradu že pred 18 leti vzniknila ideja o nagradnem natečaju za diplomska,
magistrska in doktorska dela na tema Slovencev, ki živijo zunaj meja naše države. Veseli nas, da se je v vseh teh letih na poziv Vlade Republike Slovenije za Slovencev v zamejstvu in po svetu odzvalo kar 334 diplomantov, magistrantov, doktorantov, ki so svoj raziskovalni fokus usmerili na to področje. Še bolj razveseljivo je, da te naloge niso suhoparni povzetki različnih člankov ali raziskav, temveč je vedno znova iz njih vela osebna nota, ki je dajala slutiti, da so avtorice in avtorji začutili in čutili naše rojake kot del svojega. Teh 334 mladih src se je odločilo svoj čas, znanje, energijo in dobro voljo posvetiti sicer zelo raznolikim področjem in načinom ohranjanja narodne identitete zunaj meja matične Slovenije. Ob tem velja izpostaviti tudi hvaležnost njihovim mentorjem, ki so s svojim osebnim angažmajem in pozitivnim odnosom do teh tem znali nagovoriti svoje študente in jim približati tematike, ki so večini tako nedopustljivo, nepoznane in nezanimive. Takih učiteljev si želimo še več, na vseh ravneh izobraževanja. Še eno razveseljivo dejstvo velja omeniti na ta praznični dan, ko bomo slovesno izročili priznanja najboljšim nalogam. Velik delež nalog, ki vsako leto pride na urad, so spisane izpod peres avtoric in avtorjev iz vrst naše narodne skupnosti, predvsem iz Italije in Avstrije. Posebna spodbuda pa naj velja mentorjem in študentom, ki prihajajo z Madžarske in Hrvaške. Seveda smo izjemno veseli tudi vsakega sodelovanja naših mladih rojakov iz različnih držav sveta, v katerih živi slovenska skupnost. Prav sodelovanje avtorjev zunaj meja Slovenije predstavlja tudi uresničevanje zamisli o čezmejnem kroženju možganov, tematike, ki je naš urad želi posvetiti posebno pozornost. Tovrstno kroženje namreč pomeni medsebojno spoznavanje in povezovanje, sodelovanje, to pa je tudi predpogoj za čutenje skupne pripadnosti istemu narodu in kulturi in posledično tudi njegovo vsestransko rast. Hvala vsem udeleženkam in udeležencem letošnjega natečaja ter njihovim mentorjem, hvala članicam in članom ocenjevalne komisije za vaš dragoceni čas in strokovnost, nagrajenka pa seveda iskrene čestitke. Ne nazadnje pa gre prisrčna in iskrena zahvala Državnemu svetu Republike Slovenije in njegovemu predsedniku gospodu Alojzu Kovšci za izkazano gostoljubje v sveže prenovljenih prostorih te demokratične ustanove. Veselimo se nadaljnega sodelovanja, še posebej na področju, ki je mojim sodelavcem in meni tako ljub. Skrbi za naše rojake širom sveta. Vse dobro in naj bo današnji slovesnost res praznik. V svet čudovitih melodij nas bo sedaj popeljal Armando Núñez, eden izmed 23 repatriiranih oseb iz Venezuele, ki je v Slovenijo prišel skupaj z ženo Karolino Žibert. Gospod Núñez je uveljavljen in izjemno nadarjen violinist. Njegovo zanimanje za violino se je začelo nepričakovano, ko je pri 12 letih v televizijski reklami slišal zvok tega izvrstnega inštrumenta. Takoj se odločil za študij violine v okviru Mladinskega simfoničnega orkestra Juan José Landaet Bolivar in le mesec dni potem že sodeloval na svojem prvem koncertu. Njegovo glasbeno delo v domačem kraju mu je prineslo priložnost, da se je pridružil Nacionalnemu otroškemu simfoničnemu orkestru Venezuele in kasneje nadaljeval tudi v Nacionalnem mladinskem simfoničnem orkestru. Šolal se je na konzervatoriju Simón Bolívar in Latinskoameriški violinski akademiji. Deloval je tudi kot učitelj v rednih programih in izobraževanju odraslih. Sporedno s svojo akademsko dejavnostjo je opravil avdicijo in si izboril mesto v violinski liniji mednarodno znanega simfoničnega orkestra Simona Bolivarja, kjer je deloval skoraj 15 let. Pred odhodom iz Venezuele pa je uspešno prestal tudi avdicijo Venezuelskega simfoničnega orkestra. Armandova glasbena vsestranskost je značilna za njegovo vsestransko osebnost, prilagodljivo in polno kontrastov, ki se odražajo v njegovem slogu in pripravi. Njegova pristnost pa se lahko kaže tudi v določeni meri ustvarjalne norosti.
Užijmo nekaj te ustvarjalne norosti tudi mi in se pustimo razvajati z virtuozno izvedeno Gavito in Rondo partite za violino številka 3 Johana Sebastiana Bacha. Hvala gospodu Nunjesu za popestritev tega današnjega dogodka. Mi pa nadaljujemo. Biti zamejski ali izseljenski Slovenec ni vedno lahko. Ivan Trinko, naš rojak iz Benečije, vsestranski umetnik in buditelj narodne zavesti, je nekoč dejal: sveta dolžnost je skrbeti, da si ohranimo svojo narodnost in svoj jezik. Nobena pozemska oblast nima pravice poseči po tem zakladu, če ga sami ne zametamo. In prav raziskovanje in dobro poznavanje je pot do ohranjanja in utrjevanja zavesti, da ponosno slovensko srce bije in slovenska beseda odmeva tudi čez mejo in celo na drugi strani sveta. Zato je prav, da tistim mladim, ki jim je mar in se zavedajo pomena ohranjanja slovenstva pri naših rojakih, damo primerno, če tudi včasih bolj simbolično, priznanje in spodbudo za še nadaljnje delo. Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je z namenom zasledovanja tega cilja v preteklem letu že 18. objavil nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi Slovenci v zamejstvu in Slovenci v izseljenstvu. Namen natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti do diplomskih in podiplomskih študentov na področju zamejske in izseljenske tematike in s tem krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Na nagradni natečaj so se lahko tudi tokrat prijavili kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije in tujine, ki so uspešno zagovarjali diplomska, magistrska in doktorska dela na katerikoli univerzi v Sloveniji ali zunaj nje, ki obravnavajo tematike slovenskih skupnosti zunaj meja Republike Slovenije. Pri tem pa tudi jezik ni bil ovira, saj so v poštev prišla dela napisana v slovenščini, hrvaščini,
bošnjaščini oziroma bosanščini, srbščini, italijanščini, nemščini, francoščini, angleščini ali španščini. Izmed vseh prijavljenih del strokovna komisija za podelitev nagrad vsako leto predlaga 3 dela z področja zamejstva in 3 dela z področja izseljenstva. In sicer prvo nagrado za vsako od področij v višini 800 evrov, drugo nagrado v višini 600 evrov in tretjo nagrado v višini 400 evrov. Komisija lahko izjemoma podeli tudi posebno nagrado v višini 400 evrov za najboljšo diplomo v okviru nižje stopnje bolonjskega študijskega programa. Na predlog strokovne komisije se urad lahko odloči tudi o večjemu številu nagrad v eni od kategorij, vendar skupno število nagrad ne sme preseči skupnega števila razpisanih nagrad, to je 8, in nagradnega sklada v višini 4400 evrov. Strokovno komisijo so letos sestavljali predsednica dr. Zaira Vidal, lahko damo en aplavz, ter članice in člani dr. Maja Smotlak, dr. Daniel Vuti, dr. Miha Zobec, dr. Sandra Bašić-Hrvatin in dr. Aleksandra Gačič. Sedaj pa k besedi vabim predsednico dr. Zairo Vidal, da nam nasplošno predstavi nekaj več o delu strokovne komisije. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Nagradni natečaj Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu je že uveljavljena oblika zanimanja in pozornosti Vlade Republike Slovenije do tematik Slovencev zunaj njenih meja. S tem spodbuja raziskovanje med mladimi študenti in študentkami diplomskih in podiplomskih programov na področju zamejske in izseljenske tematike, ne glede na jezik, v katerem je dokument pisan, in državo, v kateri je bilo zaključeno delo narejeno. Ta širina se je skozi leta, in sicer že več kot desetletje, lepo obrestovala. Dobili smo izkušnje iz mnogih držav in se tako lahko seznanili ne le z raznolikimi okoliščinami, v katerih živijo ali se drugače nahajajo Slovenci, osebe slovenskega porekla, jezika in kulture, ne oziraje se na to, kako intenzivno kdo doživlja kategorijo slovenstva. Nabor tematik je širok in znanstvene discipline prav tako segajo na različna strokovna področja. Ocene in nagrade mlade avtorice in avtorje spodbujajo k nadaljnjemu študijskemu izpopolnjevanju, raziskovanju in zaposlovanju. Na razpis Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu se je letos prijavilo lepo število kandidatk in kandidatov. Ocenjevali smo 12 del, 3 diplomske naloge in 8 magistrskih nalog ter en doktorat. 4 dela prihajajo z Univerze v Ljubljani, 2 deli z Univerze na Primorskem, 3 dela z Univerze v Mariboru in 3 dela iz italijanskih univerz, in sicer 1 iz Trsta in 2 iz Vidma. Ministrica, pristojna za področje Slovencev v zamejstvu in po svetu, je imenovala 6-člansko komisijo, ki se je razdelila na 2 podkomisiji. Prva, pristojna za področje Slovencev v sosednjih državah, ki jo sestavljajo koordinator dr. Daniel Vuti, podpisana in doktorica Maja Smotlak, ter druga za področje Slovencev po svetu, ki jo koordinira dr. Miha Zobec, članici pa sta še doktorica Sandra Bašić-Hrvatin in doktorica Aleksandra Gačič. Podkomisije so bile izbrane glede na tematike, večdisciplinarno zastopanost ter kolikor je mogoče tudi znanje jezika. Vsako delo so pregledali vsi člani in članice podkomisije in podali o tem svojo skupno oceno ter oceno po 9 parametrih.
Upoštevali smo poleg splošnih mer znanstvene kakovosti, kot so teoretična utemeljenost, metodološka zasnova in načrt, organiziranost dela, terminologija ter znanstveni aparat, tudi inovativnost tematike in pristopa, mere vloženega dela in kot specifično tudi uporabnost za potrebe urada ter v širšem slovenske manjšinske oziroma narodne politike. Letos smo bili Slovenci v sosednjih državah nekoliko boljše zastopani. Podskupina za zamejstvo je namreč ocenila 8 del, od katerih je bila kar polovica zelo kvalitetnih, tako da bomo podelili 3 nagrade, eno delo pa bo prejelo posebno pohvalo. Nabor zbranih del za področje izseljenstva je bil nekoliko bolj omejen, in sicer na 4 dela, iz te podkomisije je išla 1 nagrada. No in ob koncu še tudi sama bi rada vsem nagrajenkam, letos so namreč vse ženske, že vnaprej iskreno čestitala z željo po nadaljnjih takih in drugačnih uspehih. Hvala lepa. Napočil je trenutek, ki ga verjamem, da že vsi nestrpno pričakujemo, in sicer podelitev priznanj in nagrad letošnjim nagrajenkam. Priznanja bo podelila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič. Nagrajenke prosim, da po razglasitvi svojega imena pristopijo ter po obrazložitvi sprejmejo priznanje. Pričeli bomo s podelitvijo nagrad za najboljša diplomska, magistrska oziroma doktorska dela z področja Slovencev v zamejstvu. Letošnje leto bomo podelili vse 3 nagrade in posebno pohvalo. Več o tem in o delu podskupine pa bo predstavil koordinator dr. Daniel Vuti. Vabljeni. Spoštovani navzoči, v podkomisiji za področje zamejstvu smo delovali dr. Zaira Vidao, dr. Maja Smotlak in dr. Daniel Vuti. Za področje zamejstva je na ta natečaj prispelo 9 nalog, namreč 6 magistrskih nalog, 3 diplomske nalog in tokrat nobena doktorska disertacija. Člani komisije smo vsa dela prejeli v elektronski obliki, po želji pa smo dela lahko pregledali tudi v fizični obliki. To po nastopu koronavirusa in s tem povezanih omejitev sicer ni bilo več možno. Člani komisije smo se zaradi omejenih ukrepov sestali na videoseji dne 20. marca 2020. V razpravi o ocenjenih delih so članici in član komisije ugotovili sledeče. Od 4 prejetih magistrskih nalogah smo ocenili 4 za posebne ali izvrstne, jih zato priporočali v 3 primerih za nagrado in v enem za pohvalo, vse 4 pa priporočamo za tisk v obliki znanstvenega članka ali strokovnega članka. Preseneča, da v obdobju razpisa ni prispelo tokrat delo na področju doktorata. Žal med vloženimi nalogami na diplomski ravni tudi tokrat nobena ne doseže izvrstne kakovosti. Ena naloga komisija ni ocenila, ker ne ustreza namenu razpisa, se pravi, tematsko je bila preveč oddaljena. Raznovrstnost področja odseva izrazito interdisciplinarnost področja, ob enem pa tudi potrebo po širokem meddisciplinarnem delu. Veselimo se prispevkov, pohvalimo trud avtoric, ter predvsem poudarimo odprtost univerzitetnih ustanov za slovenske teme v zamejstvu in po svetu. Mladim nagrajenkam pa želimo vse najboljše. Hvala lepa. Torej, kot je že povedal gospod Vuti, je strokovna komisija letos predlagala, da se podeli posebna pohvala, in sicer Andrejki Leban za magistrsko delo z naslovom Priprava osebnega izobraževalnega načrta za nadarjenega učenca na izbrani šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Svoj predlog so obrazložili z naslednjimi besedami. V svojem ocenjevalnem postopku je Komisija za področje zamejstva predlagala posebno pohvalo za gospo Andrejko Leban s svojim magistrskim delom Priprava osebnega izobraževalnega načrta za nadarjenega učenca na izbrani šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Naloga je bila napisana pod mentorstvom docentke doktorice Mojce Kukanje Gabrielčič na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.
Na izvrstno nazoren način opisuje prenos dobre prakse iz Slovenije v Italijo na področju šolstva, ki je v Italiji v primerjavi s Slovenijo dokaj prezrt, namreč na področju nadarjenosti na osnovnošolski stopnji. V teoretičnem delu avtorica opredeljuje glavno terminologijo na polju nadarjenosti in talentiranosti, predvsem tudi strani zakonodaje, ter opisuje programska izhodišča za delo z nadarjenimi v Sloveniji in Italiji. Andrejka Leban v svoji nalogi ugotavlja, da se na šolah v Italiji ne kaže veliko pozornosti za nadarjene. Ob tem pa so tudi učitelji in učiteljice premalo ozaveščeni ter usposobljeni za delo z nadarjenimi učenci. Kot reakcijo na to ugotovitev se predstavlja posebno izdelan osebni izobraževalni načrt za učenca iz 1. razreda osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Didaktični predlogi in primeri avtorice v empiričnem delu naloge so obširni, praktično nazorni, pregledni in uporabni za vzgojno-izobraževalno delo ter poudarjajo individualizacijo ter kreativnost v pouku, zato se avtorici za to delo podeli posebno pohvalo. Lahko damo en aplavz. Gospe Andrejke Leban danes žal ni z nami, ji bo pa urad posebno pohvalo podelil naknadno. Sedaj pa prihajamo na podelitev vseh 3 nagrad, in sicer 3. nagrado za magistrsko nalogo z naslovom Il lavoratore transfrontaliero tra Italia e Slovenija, čezmejni delavec med Italijo in Slovenijo, prejme Lara Devetak. Magistrska naloga Lare Devetak je nastala pod mentorstvom profesorice Roberte Nunin na Pravni fakulteti Univerze v Trstu. Prinaša celovit pregled področja čezmejnega dela, tako na splošno, kot tudi specifično za območje italijansko-slovenske meje. Avtorica izhaja iz pravne opredelitve čezmejnega delavca oziroma delavke in posebej izpostavi kompleksnost tega pojava. Kljub skupni izhodiščni evropski pravni podlagi je zaradi bilateralnih državnih sporazumov in drugih državnih pravnih virov čezmejno delo različno normirano. Obmejno območje med Italijo in Slovenijo obsega deželo Furlanijo-Julijsko krajino na italijanski strani ter Goriško, Obalno-kraško in Primorsko-notranjsko regijo na slovenski strani. Avtorica primerjalno predstavi splošne družbeno-gospodarske kazalnike in ugotavlja, da na tem območju sistemskega pregleda čezmejnega dela ni. Delo analizira gospodarske, zgodovinske, kulturne in osebne ter družinske razloge za čezmejno delo. V empiričnem delu magistrske naloge avtorica predstavi izsledke preverjanja s vprašalnikom v skupini čezmejnih delavcev in delavk, iz katerega izhajajo osrednja odprta vprašanja, kot je na primer neusklajenost davčnih in pokojninskih sistemov ter pomanjkljiva čezmejna komunikacija in izmenjava informacij med organi obeh držav. Poleg tega avtorica obravnava pojav čezmejnega dela tudi z vidika socialne varnosti, obdavčenja ter priznavanja izobraževanja in poklicnih kvalifikacij. Delo odlikuje temeljit pregled čezmejnega dela na italijansko-slovenskem območju ter opredeli osrednja odprta vprašanja, s katerimi se soočajo čezmejni delavci in delavke. Lahko damo še en aplavz. Drugo nagrado bo ministrica podelila Jasmini Delić za magistrsko delo Sporazumevalna zmožnost slovenščini pri učencih v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo Jasmine Delić je nastalo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in sicer pod mentorstvom izredne profesorice doktorice Marije Bešter-Turk in somentorstvom asistentke doktorice Alenke Rot-Vrhovec. V njem se avtorica besedila v teoretičnem delu poglobljeno ukvarja s sporazumevalno zmožnostjo in njenim razvijanjem pri pouku, predvsem pa s temeljitim postavkami osvajanja in učenja drugega jezika,
dvojezičnosti ter metodami in oblikami dela pri jezikovnem pouku. Njena pozornost je primarno osredinjena na jezikovne razmere dvojezičnega šolstva na avstrijskem Koroškem, kjer imajo učenci, ki se prijavljajo k dvojezičnemu pouku, precej različno znanje slovenskega jezika. Zaradi tega je, kot v svojem delu ugotavlja Jasmina Delić, nujno potrebno prilagajanje pouka preko diferenciacije in individualizacije. Magistrsko delo je dodelano in premišljeno, tudi z empiričnega vidika, saj ga je avtorica napisala na podlagi akcijske raziskave, ki jo je kot jezikovna asistentka načrtovala in izpeljala v prvem razredu dvojezične ljudske šole na avstrijskem Koroškem. Na podlagi tega je nastal obsežen nabor različnih kakovostnih didaktičnih dejavnosti, preko katerih lahko učitelj doseže napredek v sporazumevalni zmožnosti v slovenskem knjižnem jeziku pri učencih, ki se ga učijo kot drugega oziroma tujega jezika. Prvo nagrado za najboljše delo na področju Slovencev v zamejstvu za magistrsko delo prejme Anja Škarabot. Naslov njenega dela je Nomen est omen, uradna in neuradna poimenovanja krajev v Gorici. Zdaj pa lahko zaploskamo. Magistrsko delo Anje Škarabot, Nomen est omen, uradna in neuradna poimenovanja krajine v Gorici, je nastalo pod mentorstvom profesorja dr. Božidarja Jezernika na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Strokovna komisija je delo v ocenjevalnem postopku ocenila z 98 od 100 možnih točk. In jo s tem uvrstila na prvo mesto letošnjega razpisa na področju zamejstva. Magistrsko delo obravnava uradno in neuradno toponomastiko v Gorici. Pozornost je namenjena slovensko govoreči skupnosti. Kot je zapisala avtorica v opredelitvi tematike, imajo imena ulic poseben simboličen pomen. Služijo kot prostorske koordinate občutkov pripadnosti. S tem, ko skupnost poimenuje kraj, v katerem živi, da svojemu jeziku moč na vizualnem področju. Z jezikovnimi napisi skupina zaznamuje svoje poselitveno območje in tako uveljavi svojo moč v tem prostoru. Gorico obravnava avtorica prav zaradi multikulturnosti in raznolike preteklosti mesta. Delo pred ugotovitvijo, da uradna ulična toponomastika v Gorici kljub močni prisotnosti slovenskega jezika v tem prostoru nikdar ni bila slovenska in so se slovenska imena zato med generacijami prenašala le ustno, obravnava pereče vprašanje, kakšni meri so se slovenski pojmi toponomastike ohranili pri slovenski narodnostni skupnosti v Italiji. Izbira jezikov in simbolnih imen na uličnih tablah zaznamuje teritorije in torej jasno politično vprašanje. Hkrati izraža neuradna toponomastika kolektivni spomin neke skupnosti, kot na primer slovenske v Gorici. Pri čujočem magistrskem delu se Anja Škarabot ideološkemu in političnemu značaju svojega raziskovalnega vprašanja ne izogiba, temveč ga pojmuje v širšem in dobro utemeljenem kontekstu. Delo je kakovostno v vseh pogledih in obravnava iz vidika komisije pomembno družbeno področje na teoretično odlično utemeljen in hkrati uporaben način. Avtorica v teoretičnem izhodišču magistrske naloge obravnava najpomembnejše znanstvene pojme obširnega tematskega področja ter njihov pomen za konstrukcijo nacije ali etničnosti ustrezno pretehta. Empirično raziskavo je speljala skrbno, ustreza metodičnim zahtevam. Želimo si, da bi pričujoča magistrska naloga prispevala k shranjevanju slovenske toponomastike iz doslej časovno omejenega komunikativnega spomina v arhive kulturnega spomina.
Kot pa je povedal že gospod dr. Vuti, je strokovna komisija za vse 3 nagrajenke podala tudi priporočilo za objavo v obliki znanstvenega oziroma strokovnega članka. Jaz mislim, da tudi to zasluži en aplavz. Vsem nagrajenkam še enkrat iskrene čestitke, mi pa nadaljujemo s podelitvijo nagrad za najboljša diplomska, magistrska oziroma doktorska dela z področja Slovencev v izseljenstvu. Komisija se je odločila in predlagala, da se letos 1. in 3. nagrada ne podelita. Več o delu komisije pa bo predstavil koordinator podskupine za izseljenstvo dr. Miha Zobec. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, v podkomisiji za izseljenstvo smo delovali Aleksandra Gačič, Sandra Bašič-Hrvatin in moja malenkost. Za področje izseljenstva smo prejeli 4 naloge, 3 magistrske in 1 doktorsko delo. 3 so bile z Univerze v Mariboru, 1 pa z Univerze v Ljubljani. Prejeli pa smo tudi brošuro, ki pa ni ustrezala kriterijem razpisa in je zato nismo uvrstili v izbor. O sklepu komisije smo odločali na elektronski seji, sestali smo se zaradi protikoronskih ukrepov 24. marca in takrat smo sklenili, da podelimo 1 nagrado. Komisija je ugotovila, da je večina prispelih del nekoliko pomanjkljiva, tudi sicer je bilo del nekoliko manj kot običajno, in zato se je komisija odločila, da podeli le 1 nagrado, in sicer delu, ki je izstopalo po svoji obsežnosti, naboru virov in literature, ustrezala pa je tudi kriterijem urada po uporabnosti dosežkov. Nagrajenki zato iskreno čestitamo in ji želimo veliko uspeha. Torej, kot je že povedal gospod Zobec, je bila letos podeljena le 2. nagrada in sicer jo prejme Maja Belavič za doktorsko disertacijo z naslovom Družbeno-politične razmere in priseljenska zakonodaja v ZDA in Kanadi. Zdaj, Maja se danes ni mogla udeležiti zaradi drugih obveznosti, zato bo priznanje v njenem imenu prevzel njen oče. Doktorska disertacija Družbeno-politične razmere in priseljenska zakonodaja v ZDA in Kanadi, avtorice magistrice Maje Belavič, je nastala pod mentorstvom profesorja dr. Matjaža Klemenčiča in somentorstvom profesorja dr. Igorja Maura na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Avtorica se v nalogi posveča pregledu zgodovine priseljenske zakonodaje v Združenih državah Amerike in Kanadi, od odkritja Severne Amerike pa do današnjih dni. Doktorsko delo avtorice se torej uvršča v okvir preučevanja migracij stališča države priseljevanja, perspektive, ki je v migracijskih študijah že dodobro uveljavljena. Delo izstopa po zajetnosti, pa tudi po dobro utemeljenem metodološkem pristopu, pri čemer avtorica v uvodu zastavljenim hipotezam sledi skozi celotno dizertacijo. Odlika naloge je, da spremlja razvoj priseljenske zakonodaje skozi dolg časovni lok in analizira povezanost priseljenskih politik z družbeno-ekonomskimi potrebami držav in družbenimi ter političnimi razmerami, ki so vplivale na migracijsko politiko. Da bi prikazala, kako sta državi prilagajali zakonodajo potrebam določenega časovnega obdobja, je avtorica zbrala resnično veliko gradiva. Svojo tezo je podprla predvsem z analizo zapisnikov zakonodajnih teles, govorov ameriških predsednikov, časopisnih člankov ter razmišljanj izseljenskih pisateljev slovenskih korenin, kot je bil Luis Adamič, ki se je aktivno vključeval v razprave o priseljevanju in skušal vplivati na ameriško javno mnenje. Doktorska dizertacija magistrice Maje Belavič predstavlja dobrodošel prispevek
k poznavanju priseljenske politike držav, ki slovijo kot tradicionalne države priseljevanja. In kot taka ponuja model za širše razumevanje oblikovanja državnih politik do priseljencev. Naj damo en aplavz. S tem smo zaključili uradni del, uradno podelitev. Tako, podelitvi bodo sledile kratke predstavitve nagrajenih del. Najprej vabim, da svoje nagrajeno delo Nomen est omen, uradna in neuradna poimenovanja krajine v Gorici, predstavi prejemnica prve nagrade v kategoriji zamejstva, Anja Škarabot. Ja, lep pozdrav. Kot je bilo že omenjeno, jaz sem se v svoji magistrski nalogi ukvarjala z goriškim območjem. Gorica mi je bila zanimiva, ker se tu že stoletja stikajo različne kulturne in jezikovne skupnosti in ima v bistvu že od nekdaj značaj mejnega in prehodnega območja. Krajevna toponomastika je v bistvu v tem prostoru pomembna zato, ker nam odgovarja na vprašanje, katere jezikovne oziroma etnične skupnosti poseljujejo ta kraj. V preteklosti so toponimi odražali recimo neke prostorske značilnosti kraja oziroma je njihov pomen izhajal iz kulturne zgodovine skupnosti, ki je tisti prostor naseljevala. V moderni zgodovini pa so v bistvu ta preimenovanja oziroma poimenovanja prostora nekoliko bolj politično motivirana. Temelj mojih teoretskih izhodišč je bil kolektivni spomin. Ta pojem je uvedel Durkheimowec Maurice Halbwachs, ki je začel raziskovati spomin kot kulturno dejstvo onkraj bioloških determinant. Jan Assmann je potem ta spomin ločil še na kulturni in na komunikativni. V bistvu kulturni spomin je institucionaliziran v objektivizirano kulturo, tu mislimo na spomenike, na praznike, na muzeje, medtem ko je komunikativni spomin v bistvu časovno dosti bolj omejen, ker se prenaša ustno znotraj neke skupnosti in zato praviloma traja 3 do največ 5 generacij, na to pa se pač te spomini izgubijo. Komemorativna imena, avtoritete moči dejansko danes uporabljajo za gradnjo želenega kolektivnega spomina, ker se skupnost v preteklosti, ki je zanjo pomembna, vedno vrača prek prostora, ki jo obdaja in prav zato se moramo pri preučevanju kolektivnega spomina svojo pozornost usmeriti k prostoru in tudi zato je nadzor nad prostorom ključen za nadzor nad družbo kot celoto. V preteklosti, kot sem že omenila, so v bistvu imena izhajala iz nekih prostorskih značilnosti, lahko so imena ulic dobila po nekih pomembnih zgradbah v mestu in nič drugače ni bilo tudi v Gorici. Jaz sem torej pač v prvem delu magistrske naloge osnovala nek teoretski okvir in naredila en pregled uradnega poimenovanja mesta Gorice od začetka 19. stoletja do danes. Preimenovanja, ki so se začela dogajati že pred Prvo svetovno vojno v Gorici, sem pa razumela kot simbolno osvajanje prostora. To se je v Gorici namreč pokazalo večkrat, naprimer že ob izbruhu Prve svetovne vojne, ko se je Avstrija bala, v bistvu, da bo izgubila ta svoja primorska ozemlja, je nekatere mestne predele preimenovala in takrat je naprimer Corso Verde postal ulica Borenovič, ulici Petrarka in Dante pa sta dobili ime Tegetthoff in Radecki. Ta imena se seveda niso ohranila dosti časa, ker je že leta 1916 Italiji prvič uspelo zasesti Gorico in takrat se je tudi Italija srečala s tem problemom poimenovanja prostora, ker je bila seveda toponomastika ključna za ta novo osvojena ozemlja. Hitro je že ustanovila tudi posebno toponomastično komisijo, ki je bila zadolžena prav za to, da skrbi za preimenovanje teh novo zasedenih ozemelj. Torej, Gorica ni neka izjema, ampak so bila to vsa območja, torej od severne meje do morja. Tle bom spustila, sem se pač potem posvetila dejansko tudi malo pravnemu vidiku, torej kakšne so bile zakonske podlage za preimenovanje prostora, ampak da ulovimo teh 10 minut, bom malo pohitela. Torej v drugem delu naloge pa je bil bolj raziskovalen drugi del naloge in sem
izhajala iz tega, v bistvu iz predpostavke, da je imela slovenska skupnost za poimenovanje tega prostora, v katerem živi, vedno tudi neka svoja imena. Kot je bilo omenjeno že prej, v bistvu slovenska imena niso bila nikdar uradna, vendar sem pač predvidevala, da slovenska skupnost uporablja svoja imena. Najprej sem v bistvu naredila eno inventarizacijo teh slovenskih imen in sem oblikovala pač zemljevide s temi imeni, potem pa sem v bistvu v terenskem delu z vprašalniki, torej s kvantitativno raziskavo, ugotavljala, kolikšen del teh imen Slovenci danes še poznajo. Torej, v bistvu, kolikšni meri je ta uradni spomin prevladal nad neuradnim ljudskim spominjanjem slovenske skupnosti. Rezultati so bili pričakovani, pač v bistvu, čeprav res na hitro povem, je bilo poznavanje imen precej slabo. Edina velika izjema je bilo v bistvu ime za glavni in osrednji goriški trg, to je trg Travnik, ki se ga čisto vsi danes še spominjajo kot slovenskega. V bistvu vprašalnik je bil narejen tako, da so imeli vprašani 4 različne možne odgovore, ali ime poznajo, ga uporabljajo in pač vejo, kje se nahaja, ali ime poznajo, vejo, kje se nahaja, ampak ga v svoji komunikaciji ne uporabljajo. Tretji možen odgovor je bil, da so za ime že slišali, ampak ne vejo, kje je. Četrti odgovor pa je bil, da pač imena ne poznajo. In če so odgovorili na prve 2 vprašanje, torej da ime poznajo in vejo, kje se nahaja, so morali na priloženem zemljevidu tudi označiti lokacijo tega imena. Tako sem v bistvu lahko preverjala relevantnost odgovorov, pa tudi ali so vprašani v stanju dejansko ta imena locirati tudi na pravo mesto na zemljevidu. Torej, trg Travnik je bila edina velika izjema, ki ga poznajo čisto vsi in je v bistvu tudi ena svetla izjema, recimo, ki daje eno pozitivno upanje, da se bo spomin na slovenski jezik ohranil tudi v samem centru mesta. Ostala imena so bila pač slabše poznavana, v bistvu samo 8 imen od 28 je bilo takih, ki jih je poznala vsaj polovica ali več vprašanih. Po Travniku je v bistvu, po poznavanju, je Travniku sledila Placuta, potem Svetogorska ulica, Gosposka ulica, plac v Štandrežu in Koštabon v Pevmi. Če na hitro nekako pač poskusim zaključiti, kot sem rekla, pač jaz sem pričakovala take rezultate prav zaradi tega, ker po prej omenjeni teoriji, v bistvu ta najuradna imena spadajo med komunikativni spomin, torej so dejansko časovno omejena na nekje 80 do 100 let, na to pa se v bistvu tej spomini razgradijo v fluidni menjavi spominom, da bi naredili prostor pač novim generacijam. In mislim, da bo tudi usoda teh neuradnih slovenskih imen sledila temu pravilu, namreč, da bi se poimenovanja v manjšinskih jezikih danes lahko ohranjala, bi bila nujna institucionalna podpora. Prvi korak v to smer se je dejansko tudi zgodil prav med tem, ko sem jaz pisala to nalogo. Ko sem končevala, so dejansko v Gorici postavili te tablice s slovenskimi imeni. To so v bistvu bolj turistične tablice, ne gre za uradne poimenovanja, ampak nekako bolj v turističnem smislu prikaz neke zgodovine mesta. Nažalost pa so te tablice postavili zgolj na v bistvu predmestju Gorice, torej v samem mestu, v centru mesta ne stojijo. In sicer tablice so postavili tam, kjer se izvajajo določila zaščitnega zakona, številka 38 iz leta 2001 o vidni dvojezičnosti, ki pa velja zgolj v Štandrežu, Pevmi, Oslavju in Štmavru. Torej, recimo malo je škoda, da teh imen ne najdemo v samem centru mesta, ker mislim, da bi dejansko imeli zelo dober učinek v bistvu na položaj slovenskega jezika med Slovenci samimi, en pozitiven učinek, in nenazadnje tudi med Italijani, ki bi imeli tako možnost slovenski jezik spoznavati v svojem vsakodnevnem življenju, se z njim srečevati in morda na ta način tudi razviti bolj pozitiven dejansko odnos do tega jezika. Tako, ja, na hitro. Še enkrat hvala
za to predstavitev. Sledi pa predstavitev drugega nagrajenega dela, in sicer dela Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem, ki jo je spisala Jasmina Delić. Vabljeni, da nam predstavite. Jaz sem pa v šolskem letu 2017-2018 šla prvič kot Erasmus študentka na eno od dvojezičnih ljudskih šol na avstrijskem Koroškem. Tam sem imela kot jezikovna asistentka možnost poučevati v različnih razredih in preizkušati različne didaktične pristope poučevanja slovenščine kot drugega jezika. In v magistrski nalogi z naslovom Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem sem predstavila didaktičen pristop, ki sem ga takrat še kot Erasmus študentka v bistvu predstavila sem didaktičen pristop, ki sem ga izvajala v prvem razredu, kjer so bili prijavljeni vsi učenci k dvojezičnemu pouku. Zdaj na avstrijskem Koroškem je tako, da se k dvojezičnemu pouku lahko vključujejo učenci z različnim znanjem slovenščine. V razredu sem tako imela učence, ki prihajajo iz nemško govorečih družin, ki od doma ne poznajo slovenske besede, učence, ki so potomci koroških Slovencev in so se že srečali z slovensko besedo, ampak v večini iz različnih razlogov ne uporabljajo aktivno slovenščine, in pa učence, ki so priseljenci iz Slovenije in je njihov prvi jezik slovenščina, ter pa učenci, ki so priseljenci iz drugih držav. Pouk na dvojezičnih šolah na avstrijskem Koroškem poteka v nemškem in v slovenskem jeziku. Polovica časa v nemščini in pa polovica v slovenščini. Kdaj in kako se to izvede, pa je avtonomna odločitev učiteljev. Ker pa učenci, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, vstopajo v šolo z različnim znanjem slovenščine, je nujno potrebno prilagajanje pouka. In tega se dvojezični učitelji tam zelo dobro zavedajo. Diferenciacija in individualizacija pouka slovenščine je v takšnih razredih nujno potrebna, saj na tak način omogočajo in zagotavljajo napredek vsem učencem. Torej, kot sem že povedala, imela sem možnost delati v vseh razredih in preizkušati različne načine poučevanja. V magistrskem delu sem se pa odločila predstaviti didaktičen način poučevanja, ki sem ga izvedla v prvem razredu. In sicer, učence sem v manjših skupinah vzela iz matične učilnice in z njimi izvajala krajše intenzivne vaje ali pa različne didaktične igre za razvijanje sporazumevalne zmožnosti. Zdaj, te kratke intenzivne vaje so trajale od 10 do 15 minut in v tistem času sem želela čim bolj učence vključiti v pogovor, v komunikacijo, da spregovorijo, ker to so bili le učenci, ki so bili pri pouku večino časa tiho, pisati že znajo, pišejo že, ampak govor je pa tisto, kjer so bolj omejeni. Tako da moj cilj je bil, da učence vzamem iz razreda v manjših skupinah in s temi učenci intenzivno delam in se učim z njimi v bistvu slovenščino, slovenskega jezika. Tako, to sem izvajala, tak način dela sem izvajala dlje časa, ampak v magistrskem delu sem pa predstavila 7 takšnih srečanj in pa rezultate vseh teh srečanj.
Cilj moje raziskave je bil ugotoviti, ali se pri učencih, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku v ljudski šoli na avstrijskem Koroškem, katerih prvi jezik ni slovenščina, z diferenciranim delom izboljšala njihova sporazumevalna zmožnost v slovenskem knjižnem jeziku. Potem moj drugi cilj je bil prikazati način dela jezikovnega asistenta in pa tretji cilj, ki sem si ga postavila, je bil pripraviti smernice, ki bi bile v pomoč jezikovnim asistentom in pa učiteljem, tudi našim slovenskim učiteljem, ki učijo slovenščino kot drug jezik. V raziskovalnem delu magistrske naloge sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop in sicer akcijsko raziskavo sem izvedla, ki je trajala približno 4 tedne. Za zbiranje podatkov pa sem uporabila tehniko analize dokumentov. V mojem primeru so bili to dokumenti pisni in pa ustni preizkusi znanj, ki sem jih izvedla z učenci. Pred samim, kot je zapisano, izvajala sem delo v manjših skupinah, to so bile kratke intenzivne vaje, ki sem jih izvajala vsakodnevno, ker se mi zdi pomembno, da učenci ostanejo vsak dan v jeziku, da so vsak dan v stiku z jezikom. Pred samim začetkom izvajanja diferenciranega poučevanja sem izvedla pisni preizkus znanja, potem sem izvedla, oziroma samo to bom povedala, vzorec pri raziskavi je sodelovalo 11 učencev, vsi so bili prijavljeni k dvojezičnemu pouku. Pri večini učencev je bil prvi jezik nemščina, izpostavila bi morda deklico 2, kjer je bil prvi jezik bosanščina, in pa deklico 3, ki je poleg nemščine govorila tudi ruščino, ker je mama bila iz Rusije. Pri dečkih bi pa morda izpostavila dečka 3, ki je aktivno uporabljal slovensko koroško narečje, saj z očetom in pa z starimi starši doma uporablja koroško narečje in ga tudi z učiteljem in z mano je aktivno uporabljal, je pa imel težave pri knjižni slovenščini, ker včasih knjižnih besed slovenskih ni razumel. In pa dečka 4, ki pa je zelo dobro me razumel, ker z očetom doma govori koroško narečje, ampak ga ni aktivno uporabljal jezika, samo poslušal je in razumel. To je bil ta vzorec otrok, ki so sodelovali pri raziskavi. Zdaj, pred začetkom raziskave sem izvedla prvi pisni preizkus znanja. Naredila sem en kratek test, s katerim sem želela preveriti njihovo predznanje. Potem sem izvedla 2 učni uri frontalne obravnave učne teme, zatem je sledil pa še drugi pisni preizkus znanja, ker sem želela ugotoviti, koliko otroci odnesejo od frontalnega načina dela. Zatem je sledil prvi ustni preizkus znanja, da sem preverila, kako govorijo, in pa 7 srečanj. Teh srečanj, kjer sem otroke v manjših skupinicah vzela iz matične skupine in z njimi delala kratke intenzivne vaje po 10-15 minut. Po 7. srečanju sem izvedla drugi ustni preizkus znanja in pa tretji pisni preizkus znanja. Ko sem dobila vse te rezultate, sem jih podrobno analizirala in med seboj primerjala. Torej, kaj so učenci znali pred tem didaktičnem pristopu in kaj so se naučili po tem izvajanju didaktičnega pristopa. In tako odgovorila tudi na svoja raziskovalna vprašanja. Zdaj, prvo raziskovalno vprašanje je bilo, ali so učenci, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku v osnovni šoli na avstrijskem Koroškem, katerih prvi jezik ni slovenščina, v tem nekem določenem časovnem obdobju diferenciranega dela napredovali in če so, koliko. Če pogledamo rezultate prvega pisnega preizkusa znanja in pa tretjega pisnega preizkusa znanja pri deklicah, lahko vidimo, da so vse deklice napredovale. Tudi pri dečkih je rezultat podoben, torej vsi so napredovali, nekateri bolj, nekateri manj. Zakaj? Zaradi tega, ker tu pa pridejo v ospredje ti dejavniki, ki vplivajo na učenje slovenščine, kot so motivacija, interes, predznanje, jezikovni transfer, pa tudi odnos družine do jezika, ki se ga učijo. Tako, to je v bistvu s to analizo podatkov, ki sem jih dobila, sem ugotovila, da so vsi učenci pri tem delu napredovali. Tudi ustni preizkus znanja, prvi in drugi,
sta pokazala, da so vsi učenci napredovali. Nekateri bolj, nekateri manj. Vse je odvisno od njihove motivacije, želje, interesa. So pa vsi napredovali. Odgovorila sem tudi na drugo raziskovalno vprašanje, kako diferenciran način dela z jezikovnim asistentom pri učenju slovenščine vpliva na znanje učencev, ki sodelujejo v raziskavi, in sicer rezultati so pokazali napredek pri vseh učencih in pa seveda prednosti dela jezikovnega asistenta v razredu. Vse jezikovni asistent lahko delo nekoliko bolj prilagodi kot pa učitelj v razredu, kjer ima 24 ali pa še več otrok. Nekako delo v manjših skupinah je boljše za naše otroke oziroma za otroke, če seveda imamo možnost to, in jaz njo imela. In pa tretje vprašanje, spraševala sem se, katere učne metode in učna sredstva so tista, ki so uporabna pri delu z učenci, ki se učijo slovenščine kot drugega jezika, in ugotovila sem, da je metoda dela s konkretnim materialom, ali so to slikovne kartice, besedne kartice, potem konkreten material, da otroci primejo, se s tem igrajo, zelo uporabno, in pa seveda didaktična igra. Otroci se skozi igro nezavedno učijo in usvajajo besedišče in pa jezik. Tako. No, na koncu sem zapisala še nekaj ugotovitev, in sicer diferencirano delo pozitivno vpliva na izboljšanje sporazumevalne zmožnosti pri učencih v slovenskem jeziku. Analiza rezultatov je pokazala napredek pri vseh. Učenci so obogatili besedišče na temo prosti čas. Potrebna pa je seveda analiza predznanja učencev in pa tudi sprotna analiza znanja učencev in pa tega, kar dela, sprotna analiza dela, ki ga dela učitelj. In tako. Uporabni metodi sta delo s konkretnim materialom in pa didaktična igra. Pomembno je, da so učenci aktivni udeleženci učnega procesa. Pomembno je upoštevanje jezikovnega transferja, motivacije, podpora družine, izkušnje učencev in pa želja učencev, ter pa izpostavila bi bistven pomen odnosa učitelj-učenec. Učitelj mora biti sposoben ustvariti neko spodbudno okolje, v katerem se bodo učenci želeli učiti in pa usvajati drug jezik, v našem primeru slovenščino. Toliko z moje strani. Hvala. Tako, sledi še zadnja predstavitev. Tokrat vabim Laro Devetak, da nam predstavi svoje delo. Jaz ne bom ponavljala v italijanščini, ker priznam, da je moja malo polomljena, ampak verjamem, da nam bo pa Lara to odlično povedala. Pozdravljeni. Jaz sem v nalogi analizirala lik čezmejnega delavca, najprej na splošno, potem pa se osredotočila na tistega, ki prečka italijansko-slovensko mejo. Definicijo najdemo v Evropski uredbi številka 883 iz leta 2004, ki pravi, da je čezmejni delavec oseba, ki stalno prebiva na ozemlju ene države članice, prečka pa mejo, da bi se odpravil na delo in se vrača domov vsak dan ali vsaj enkrat na teden. Ni vedno tako enostavno prepoznati čezmejnega delavca, kajti ta definicija velja v zvezi s socialno varnostjo. Države pa med sabo podpisujejo dvostranske konvencije predvsem za davčne zadeve in pri tem lahko definirajo čezmejnega delavca drugače, ponavadi bolj restriktivno, ker fizično opredelijo neko obmejno območje. Obmejno območje med Italijo in Slovenijo šteje za Italijo Furlanijo-Julijsko krajino, za Slovenijo pa statistične regije Goriška, Obalno-Kraška in Primorsko-Notranjska. In tudi tukaj ni razdelitev vedno soglasna. In prav zaradi tega pomankanja in enotne predelitve je tudi zelo težko številsko kvantificirati čezmejnega delavca, ker nimamo nobenega standardiziranega oziroma usklajenega sistema med raznimi uradi obeh ozemlji in torej nimamo skupnega zbiranja podatkov.
Veljajo torej le neuradni podatki, ki štejejo okoli 10.000 čezmejnih slovenskih in hrvaških delavcev, ki prečkajo italijansko mejo. SURS pa šteje za leto 2018 približno 1000 italijanskih čezmejnih delavcev po celi Sloveniji. Manjka ena diapozitiva. No. Kateri so pa razlogi, ki migranta prepričajo, da prečka mejo? Imamo razne široke kategorije, ekonomski, demografski, socialni, zgodovinski motivacije. Vsaka skupina pa ima znotraj sebe tudi dejavnike potiska in vleke. Prvi prepričajo delavca, da zapusti svojo zemlje, drugi pa delavca privabijo na določeno zemlje. Za slovensko-italijansko območje veljajo ekonomsko, zgodovinsko, kulturna in osebno-družinski razlogi. Z ekonomskega vidika ima Italija prednost glede zaslužka, torej je bolj privlačna, ker povprečna urna postavka je v Italiji za 5 evrov višja od slovenske, pa tudi sestava plač je različna. Davčna obremenitev je sicer v obeh primerih približno 38%. V Italiji pa je delavec odgovoren za 9% prispevkov, ostalo plača podjetje, v Sloveniji pa za 22%. Slovenija pa je privlačna bolj glede trga nepremičnin. Na zgodovinski ravni pa čezmejno delo je prisotno že iz prvega povojnega obdobja, ko je bilo prisotno predvsem v obliki ženskega dela. Globoke vezi med državama pa obstajajo tudi zaradi jezikovnih manjšin. V sklopu naloge sem tudi pripravila vprašalnik, na katerega je odgovorilo 55 čezmejnih delavcev in mi v bistvu potrdilo moje teze, ki pravijo, da je od 29% delavcev je zbralo, da postane čezmejni delavec, ker v svoji državi ni našel zaposlitve. Sledijo 3 skupine po 18%, nakup hiše onkraj meje, želja po boljšem dohodku in boljše možnosti za razvoj karijere. Katere pa so problematike, s kateri se srečajo čezmejni delavci? V največ primerih je to davčni sistem, torej dvojno obdavčevanje in nepoznavanje sporazumov med državami, pomanjkanje informacij, prekomerna birokracija in odsotnost komunikacije med organi obeh držav. Ne bom vas pa bremenila z zakonodajo, sem samo schematizirala ureditev položaja čezmejnega delavca glede na socialno varnost, obdavčenje in priznavanje šolskih in profesionalnih kvalifikacij. Za socialno varnost velja že omejena uredba 883 iz leta 2004. Glavno načelo je lex loci laboris, torej delavec je podvržen zakonodaji države, v kateri opravlja svoje delo. Za obdavčitev ni nobene metode usklajene na evropski ravni, med Italijo in Slovenijo pa velja konvencija, podpisana leta 2001, katere glavno načelo je, da je delavec davčni rezident v državi, v kateri prebiva, velja pa konkurenčna obdavčitev, torej bo obdavčen v drugi državi za dohodek, ki ga tam ustvari, in država prebivalstva bo dohodke vključila v svojo davčno osnovo. Glede na izobraževanje tudi ni usklajena na evropski ravni, velja pa dvostranski sporazum med Italijo in Slovenijo. Za priznavanje poklicnih kvalifikacij pa imamo evropsko direktivo leta 2005, številka 36. Hvala. Hvala vsem trem nagrajenkam za predstavitve in pa za ves trud, ki ste ga vložile. Veseli nas, da se zavedate pomena ohranjanja slovenske identitete tudi izven geografskih meja Slovenije. S tem pa se današnja slovesna podelitev počasi zaključuje. Najlepša hvala gospodu Alojzu Kovšci, ki se je sicer že poslovil zaradi drugih obveznosti, in pa Državnemu svetu, da smo tudi letos lahko gostovali v teh prelepih prostorih. Hvala članom komisije za požrtvovalno delo in čas, ki ste ga namenili preučevanju in ocenjevanju prijavljenih del.
Hvala vsem gostom in ostalim prisotnim, da ste se udeležili današnjega dogodka in tako podprli mlade, ki z zanimanjem raziskujejo na področju Slovencem zamejstvu in vyseljenstvu. Tudi meni se je že začelo malo motati jezik. Bomo mi podelili še rožice našim ocenjevalcem, potem pa bomo počasi zaključili današnji dogodek. En aplavz, tako je, prosim, en aplavz. Še enkrat najlepša hvala za vaše delo. Ob koncu sledi še fotografiranje nagrajenk z ministrico dr. Heleno Jaklič. Vse ostale pa vabim predvirje, kjer nas čaka majhna osvežitev. Prijeten dan in upamo na svidenje prihodnje leto.